Današnji gost je dr. Luj Šprohar, politik, pisec, glasbenik. Je verjetno na Slovenskem eden od tistih politikov, ampak o tem ne bomo, ko je zamenjal največ strank, mislim, da je sam še Möderndorfer je še jih je več zamenjal. Kot pisec je tu zelo produktiven. Luj, ti zdaj pišeš menda koliko 15. knjigo, ne, če ne znam šteti. 11. sem končal. 11. si končal? Ja. Ok, no dobro, pa se pravi, zdaj boš 12. začenjal, ne. Naj povem, da bomo 11. knjigo predstavitev bomo imeli 1. marca na Okroglem. Zdaj upam, da bomo tudi lahko v živo prenašali za tiste pač, ki ne boste gor prišli, mogli priti, ne. Tako da tukaj smo pa zato, da se z njim pogovorimo kot o Luju Šproharju, kot glasbeniku, kot rockerju, kot ljubitelju Rolling Stonesov, za katere je dal celo oči, a ne, Luj? Ja. To je bilo, no, povej malo okrog te operacije in teh zadev. Saj to ni bilo to bistveno. Bistveno je bilo, to sta dve taki poli, bi rekel, ne. Operacija oči, izgubljanje vida je en cirkus, ne, dobro, fenovstvo do določene muzike pa drug cirkus, čeprav tisti čas so bili meni prva liga Beatlesi, ne. Ker so Beatlesi ni bilo več, še pa z leti bilo treba pa na Rolling Stonese prešaltati, ne, ker na neki hodimo in zdaj hodimo pač na Rolling Stonese. Zdaj pridejo, konc marca pridejo v Evropo, naredijo 2-3 koncerte po disko klubih, pa imajo pa 12 nastopov po teh velikih dvoranah oziroma stadionih, so pa že razprodani tudi, no, tako naprej, v glavnem. Čas je umrl bobnar, kakor veste, Charlie Watts, malo jim zdaj pomaga od benda Expensive Wine, to je bend od Tita Richardsa, bobnar, zdaj z njih bobna. Basist je tudi že dolg časa Devil Jones, ne, ki je Billa Wymana zamenil, tega, ki bi rad nazaj prišel, ampak so rekli, veš, Rolling Stones samo enkrat rečeš, ne. In tako naprej, v glavnem, to je to. Drugače so bili pa Beatlesi tisti, ne, ki so tisti v 60. letih saj mene najbolj fascinirali. Čeprav je bilo takrat dosti odlične muzike, res. Mi smo srečna generacija, mi smo dobro muziko poslušali, prijetno muziko, tako, ki je imela kakšen ritem, kakšno melodijo, kakšne tekste in je bila relativno napredna. Pa še nekaj je, mi smo tudi živeli tako. Beatlesi so imeli dolgo lase, mi smo imeli tudi imeti, kolikor se je uspel prek zavodske mašinerije pa domače mašinerije zmotati. Oni so imeli rožaste srajce, pa smo jih mi tudi imeli, pa oni so imeli, ne vem, vijoličaste pa rdeče nogavice, pa smo jih hoteli tudi mi imeti, pa kitare so igrali, pa smo isto mi delali, pa bend so imeli, so peli pa igrali, pa mi tudi, oni so komponirali, no mi pa takrat še nismo komponirali in tako, ne. Začelo se je pa to tako, jaz sem pa šel leta 66 v zavod. Meni je bil zavod predstavljen, preden sem pa že tako, tam so pridni fantki pa punčke, to so fote rekel, veš, tam so lepo vsi na kratko, lepo postriženi, pa solidni fantje, pa tako naprej. Ti pa tam legavnar, prideš z ulice, pa ta 5 frizerjev, ajde, pa me na silo vlekel, no Filipiču, tam na Medvedovo, da so me pošišali. No in sem prišel v zavod, se nadmo ugotovil, da sem jaz najbolj pošišan tam, da so me vsi daljši razlike. Fantje, večina, no. In da so imeli punce mini krila, ne, in tako naprej, sem bil čisto presenečen, čisto šokiran. No, pa če to sem ugotovil, da veliko ljudi kaj špila, ali kitare, nekateri harmonike, nekateri mogoče na melodike, pa tako naprej, skratka, glasba je bila kar zelo pomembna, ne. Jaz tega nisem bil vajen, ker v ulici ni noben nič igral. Veš kaj, Eugen Baučer je pač rekel, da je v bistvu, zakaj so slepe v glasbi silili, a ne, se to je že tudi v Viku jih je videl. Dejansko mir so imeli, a ne, lepo so jih postavili v en kot, pa so potem zabavali videče in
dejansko se ni bilo treba in z njimi ukvarjati, ne. Tako da mogoče je bilo tudi to ena od stvari, da so slepe. Ne zato, da bi bili nadarjeni, a ne. Jaz moram reči, da sem jaz glasbo, zelo rad sem bil zaljubljen v glasbo, še preden sem prišel v zavod. Jaz sem imel to srečo, da je nad nami stanovala ena mlada dekle, od mene nekoliko starejše, ki je hodila, je bila partnerca, kasneje žena šoferja, ki je vozil cele planšarje. In včasih sem se v tistem ogromnem kombi tudi jaz malo prslino noter, sem jih počel vzamel s sabo. Se je, če vštih, pa če tam lepo v bodru sedel, pa na všečega lame delo, pa sem lahko šel z njimi in so mi bili neverjetno všeč. Tako da moj prvi bend, ki sem ga oboževal, ko sem bil star mogoče 10, 11, 12, 13 let, so bili veseli planšarji. Drugače smo tam poslušali, kaj vem, Marjano Držaj, pa Mancinija, pa te fante, ne? In pa nenadoma pade ven Beatlesi. S takimi drugačnimi komadi, s čist drugo melodiko, čist drugo ritmiko, z večglasnim petjem. Skratka, jaz sem prišel v zavod in sem seveda vzel, tam sem šel hodno, takrat je Lotrič učil tudi kitaro in sem se naučil tiste 2, 3, 4 akorde, vse kaj več od zdaj ne znam, sam zdaj jih nam uporabljati, no, sam tem je razlika. No, in smo naredili prvi ansambl, ki smo ga imenovali Zeleni zmaji. Sestavljali smo ga pa Lado Skale na bobnih, pa jaz pa Milan Černek Pajo, ne. So imela kitare, zdaj ne vem, kdo je, enkrat je en solo igral, pa drug ritem, drugič pa tako, pa obratno, ne vem, sem pozabil. Vem, da smo igrali tisto Death of Clown, Klonovo smrt, pa smo igrali Punčka, ki pravi ne, od Mišela Polnarefa, pa malo sem pa pozabil, kva še. Ampak v glavnem, enkrat se spomnim, da je bilo tako, da smo imeli en nastop na odru, pa smo rekli, dajte, zagrnite zavese do tema, gor smo pa ene fante naštimali, da so z nekimi reflektorji na odru svetli. Pa smo rekli, to bo zdaj light show, ne, pa bomo imeli tako kot tu zunaj, posod, kot treba. Direktor zmalo pa je rekel, dajte zavese odmakniti, da bomo kaj svetlobe imeli, da vas bomo vsaj videli. Pa sem rekel, pa se imamo light show, sem zapil z odra. Gaže light show, dajte ga sred, vi kaj zaigrajte, ne pa light show. Milan, prosim, Milan, boš ti povedal, kako zadevo iz tega obdobja? Ja, no, mislim, se je Luj že več ali manj tako povedal, ko so te stvari bile, je pa mogoče bolj ta stvar zanimiva v teh bendih, kako to gre, v teh cajtih, recimo, ne, je pač Luj je bil nekje iniciator, ne, tako zmeraj, ne, te zadeve. In ja, jaz bi tudi igral, ne, mislim to, ja, v redu se igra zdaj pa to, ja, ampak veš kako je zdaj, če bomo band bolj resen naredili, ne, rabimo basista in zdaj, če už bas-kitaro igraš lahko zraven, če ne, pa pač te ne rabimo, ne. Ja, in tiskrat jaz pač bas-kitaro igram, ne, in tako mislim, da je tudi več bendov tako ratalo v tistih cajtih, ne, da ljudje ali niso skoraj nič znali, ali sploh niso nič znali, pa ja, če hočeš biti zraven nauči se, to pa boš lahko v bendu. In če mu je ratalo se kaj naučiti, pa je pač bil v bendu, ne, in da mislim, da tudi recimo neki Kameleoni niso imeli kaj dosti drugačno sliko, ne, od začetka, da se tudi bili radi, pa niso skoraj nič znali, pa so se pa seveda veliko naučili, ne. Je pa še nekaj treba reči, zdaj bom povedal nekaj v smislu kako bi rekel, demitologizacije mene kot glavnega, ne. Jaz sem dal si pri eni, kaj je bila v zavodu v službi pred par leti, sem pa kdaj tam v Legendah videla na kofe, pa sem enkrat prosil, če bi mi lahko prebrala malo, kaj so razredniki pisali za mene v različnih letnikih na koncu. In je pisal, in je enkrat Katja Pokovec napisala, ki je bila zgodbica, enkrat pa Slapšak Boris, da sem bil jaz promotor bit glasbe takrat v zavodu. To pa ni res. To je bil Lado Skale. On je bil tisti, ki je vedno prvi prinesel kakšno muziko v hišo. In on je recimo rekel, lejte, fanti, Barbara and Beach Boys, pa smo lajnali, tako smo še sem najeta. Pa je pa drugič spet Wild Things od
Trox in tako naprej. On je bil, Lado je bil po mojem takrat eno etažo ali pa dva višji od nas. Pajo, se strinjaš? Ja, jaz se bi malo strinjal s tem, on je zelo velik nosil, on je hodil predvsej domov, ki je bil s Celja, je bil dokaj blizu, ne? No, ti si še bližje, ne, in jaz mislim, da je prav to bil tist, da ste bili neki promotori bolj tega, recimo Skale, pa tudi ti, ne, zaradi tega, ker ste hodili domov, ste imeli več stika s tem zunanjim svetom kot mi, ne, in je to prej do vas prišlo in ste pol vnašali not, rečemo, v internat, ne. Pač, drugi smo pa pač to valjda, ne, ker enkrat se je tako, ker te enkrat neka muzika zanima, pa ni problem, ne. Goran je roko dvignil, a mu damo besedo? Luj, lep pozdrav, eno vprašanje. Glede, da sem slišal, če je res to, da imaš tudi okvaro sluha, kako recimo je vplivalo ali pa vpliva glasba, bobnanje, igranje kitare in tako naprej na sluh, ker je to zelo moteče, recimo poznam gospoda, ki 40 let nosi slušne aparate, ampak čim gre v tako buko in je moteče to. A tebi tudi kaj moti ali ne? Ja, zdaj jaz sem bil, ker sem bil star 10 let ali pa 11, sem bil škrlatinko, ki mi je pokvarila 40% sluha. Ne? Ampak dobro je, nekako je šlo, jaz nisem imel problemov. Poleg tega je pa še tako, da smo mi, tudi takrat, ko smo imeli navadne kitare, smo rekli, ampak mi se moramo vzvočiti, to moramo imeti tako, ker se pa uličevalcev seveda ni bilo. Smo pa vzeli kolutne magnetofone in potem te magnetofoni so imeli pa tudi mikrofon, ki je bil tako v obliki ene žajfice. In pa je bil pa še tak stojalček, da je lepo stal na mizi. No, mi smo ti zahakljali za zapestje, pa kitaro igrali, pa jaz, ne, tako da se na magnetofonu pa slišali to malo bolj, da smo mi vzvočeni, ne. Drugače pa jaz s tem nisem imel problem, ker zvok, ker se greš rok, je zvok zmeri močnejši, pa s časoma smo prišli do kakšnih uličevalcev, pa to, tako da je kvečemo problem, da je za kakšne na glas. Clapton je praktično že na pol gluh, ne, če igra še vedno, ampak je bilo toliko tega štroma, ker tam je 10.000 vatov, 20.000 vatov, pa to. In to so velike bombe. Mi nismo bili nikoli tako močni. Smo bili toliko, da bi, ampak mi, zdaj moram še tako povedati, ko je enkrat band res narejen, pa ima vzvočenje, ima tudi narejen monitorje. To pa pomeni, da gre recimo dve kište take ogromne, 200-vatne ali pa kolikorkoli v dvorano, to je tista glavna. Mi dobimo pa mogoče nazaj na 50-vatnih zvočnikih na vsak stran odra zvok, točen to, kar v dvorano prihaja. Točen vemo, koliko je kakšna kitara na glas, koliko je kakšen mikrofon na glas. Tako da nas na odru, mi smo bili včasih na odru, koliko bili tam v nekem placu za VHS. Nismo nobenega velikega hrupa doživljali, ker je še vse prek kablov na vzvočenje in mi smo samo poslušali prek teh monitorjev, ko sploh igramo. To, da smo se slišali, ker če je Pajo stal na eni strani odra, jaz pa na drugi, se jaz nisem mogel slišati, ko on igra. Tudi čeprav je uličeval zraven sebe, pa jaz tudi. Ampak so pa prek monitorjev slišala, koliko je kdo glasen, pa recimo petje, ne, tam je bilo pa najbolj važno. Ker je pevka pela, recimo, midva sva pa tudi spremljala in tam je bilo pa zelo važno, da smo se vokalno ujeli, ne, nismo mogli, smo malo vsak po svoje. Ampak, da gremo na te zgodbo, mi smo potem tam, ne vem, sploh ne vem, kako se te stvari končajo. Takrat smo zaključili te zelene zmaje, škoda, da nismo patentirali ime, pa bili mi danes Green Dragons, ne. Ja, Milan pa Vlado sta šla v Škofjo Loko, ne, verjetno. Ja, sta šla v Škofjo Loko in takrat se pol zaključili, ne. Ostal sam v zavodu in sem potem, ko so prišli amaterji od radija snemati, naši amaterji pred mikrofoni, sem jaz Pepco Nepčevo toliko časa gnal, da mi niti zaigrali. Rekla, kaj? Sem rekel, ja, instrumentalno, namo nič pel. Klovnova smrt od ansambla The Kings, ne. No in je rekla, ja, lahko kaj slišim, ja, lahko, ne. Smo igrali, jaz sem igral solo, Ažban Drago je igral ritem, Tone Maček pokojni je igral bobne, to, čemu se je bobni rekel, in zdaj pa bas, ne, kdo pa bas?
In smo Maxa prosili, če bi bas igral, ampak bas kitare nismo imeli. In je vzel Berdo. To se pravi, ste bili Berda Boys. Ja, ne vem, kako smo sicer imenovali, ampak v glavnem isto Berdo si dobro slišal, ker to je ima tisti razpon volumenski velik in je tako kot bas kitara, nič čisto slabša, ne. In tako da sem jaz potem zdaj 2 let nazaj, ko smo bili srečanje imeli, sem jaz malo to evidenco, ki jo ima Maxova žena, malo popravil, da je prvi javni nastop imel Max z mano oziroma z nami. A če mu dal Maxu besedo, Max? Dajmo, ja. Max? Kje pa si, Max? Ja, zdaj sem se vklopil. Ja, boš ti še kaj povedal na to temo? Ja, se je zanimivo nazaj obujati spomine, pravzaprav, ki so že precej zbledeli, ampak z nekimi pogovori se jih potem malo nazaj osveži. Je pa res ta Berda bila kot inštrument velik. Dega malo piši, jaz recimo ga ne poznam, ne. Ne vem, koliko vi ga poznate, ampak daj malo pove, kaj pravzaprav je ta Berda. No, to je tako ni kontrabas, če bi kdo, če veste, kak je kontrabas zgleda. Skratka, večja kitara bi šel. Ali pa večja kitara, ki stoji po konci. Ja. Jaz bil takrat bolj še mali in ko sem roko stegnil gor do konca, kjer so bila polja za prijemanje tonov, sem mogel nad glavo seči z roko. Vedno si mogel pa pritisniti po 2 struni hkrati, ker je imela 4 strune, ampak zdaj sem že to pozabil, kako so bile uglašene te strune, a so bile po kvintnem sistemu uglašene ali pa po oktavnem, to sem pa že pozabil. Tako da stala je, če nisi držal, je od spod imela taki čepek, na katerega se je naslonila ta Berda in je zelo hitro rada padla, tudi če si jo kam poslonil k zidu, ker dolje nisi mogel nekako položiti, si jo navadno vedno po konci postavil, ko si jo zapustil. In včasih se je slišalo, ko je zaropotalo. Tako na kratko o tej. No, Evo, zdaj sem najdel. Kontrabasisti imajo tako gumico, ki da gumico od spod, tudi ko igra in tudi ko je postavil tisto gumico, tak krok in teh pol ne drsi več. Evo, tukaj imam zdaj definicijo, na Franu piše Berda, največja kontrabasovska tamburica. Tamburaški orkester ima 2 Berdi. Recimo. To je, no, kaj naprej, kaj nadaljuje? No, to je bilo, ta zgodba je bila, jaz vem, da sem hodil po 3 ulice levo, 3 ulice desno doma, vsak povedal, da je bo to poslušal in sem bil skratka velika zvezda tam doma nekaj časa in sem rekel, lega, fanta, z tega fanta pa še kaj bo, saj ni sam slab, tako kot zmeri pravite, da je sam žleh, pa same neumnosti počne. Vidite, da ima tudi musko rad in tako naprej, sem si s tem posnetkom pridobil nekaj kanček spoštovanja, bi rekel tudi pri starejših ljudeh, ne. No, na kar so šli potem, seveda smo se pa v Loki spet dubali naslednji let, smo pa naredili en tak ansambl, Pajo, jaz, Lado, Tone, Maček, Pažman, vseh 5, pa smo tam v eni kleti začeli vaditi, sploh ne vem, kje smo se nekaj kište nabrali stare, pa tako, da smo probali nekaj, ampak nič več kot to, da smo imeli 3, 4, 5 vaj, pa smo pa videli to nekaj, jaz si pozabil, zakaj smo nehali. Enostavno ni bilo prave, mogoče smo imeli drugače poglede na muziko, mogoče je bilo kaj drugega, skratka, to je bilo za Loko vse, ker jaz sem se potem v Loki sem pustil kitaro, sem imel sem tako malo za kdaj pa kdaj, za malo za brenkat, ampak zdaj sem se jaz takrat že posvečal, misli, da sem še jaz po Škofji Loki malo službo, zato sem lahko orenk električno kitaro, ko bolčevalc, pa cune take, da me mato oblačila in sem se bolj posvečal
interni medicini, ekonomiki, SFRJ, ne vem, zgodovine človeštva in tako naprej. Sem se pripravljal za to, da bi naredil še spremne izpite, pa šel naprej študirati. Ampak potem se je pa zgodilo, mislim, da 74 leta, sem pa jaz, mislim, da enkrat Pajeta poklical, ki je pa že v Ljubljano prišel iz Škofje Loke. Sem rekel, kaj zdaj, bomo samo zdaj gledali, bomo kaj igrali. Ja bomo, ne, zakaj pa ne, dajmo. In smo takrat spet povabili Ladota Skaleta zraven. Potem smo pa oglas dali in se nam je na oglas javila ena pevka, Lea Ananček, oziroma zdaj Hlebec, kar je poročena zadnjih 100 let, ne. Pa en Marjan Jenant iz Jevnice, ki je pa orgle igral. No, sicer se je bil lihen tak šlampuh, ki mi se ni znal bo kaj igrati, ampak je bil pa face fund. Tako da smo se, da je bil ta band bolj narejen na energiji, pa na dobri energiji. Ker kadar smo mi zaigrali, je lahko polna dvorana skandirala, plesala in to, če smo se dobro zastopili. Če smo se pa kaj jajca, pa nismo bili dobri, ne, ampak vse to je bilo bolj malo, kad smo se kar razumeli. In smo prvi špil naredili avgusta v Šentjurju, tle pri Celju. In tam bazen je bil pa to so nam nosili tiste pere na mizo, mi smo pa rekli, lepo prosim, ne jih odpirati, dajte jih zaprte pa prineste, da se ne bojo tle kvarili. In jih je potem šofer, smo enega šoferja, ki nas je pripeljal, jih je šofer sprot nosil kao kombi, tako smo imeli pol kombija tistih flaš, da smo jih imeli pol v garaži, ker smo kaj vadili, pa povajali, da smo kaj še spili. Ampak tisti koncert je bil fajn, ne? Tako da mislim, da smo za koncert smo dobili 200 evrov, 200,000. Potem smo pa še mislim, da če se ne motim, smo malo podaljšali za eno ulico ali pa dve, pa so nam še nekaj več denarja dali. Tako da tisti je bil prvi tak profesionalen nastop, na katerega smo bili vsi ponosni, ne. Tam ljudje so imeli še bazen zraven, so še kopali, pa so pa v glavnem bolj pili, ne, kasneje. Ampak smo jih pa ugreli dobro, ko smo šli malo smo šli mečkam z neko tremo, tja, kaj bo, ne. Da veš, pogodbo podpišeš, si nekam vezan. To ni to, da tam igraš nekaj za dobrobit nekoga, dobre namene. Tle moraš odigrati, koliko ti treba, in mi smo odigrali. Ampak takrat je šel pa, takrat pa Lado ni bil več z nami v tem Šentjurju, je bil pa že en drug Lado, Sršen, Udeve brat, ki je takrat z nami bobnil. Pa je še ne dvakrat, trikrat tudi še igral z nami, ampak pa smo pa videli, da že pijan hod na vaje in pijan hod tudi na špile. To pa nismo prenašali dobro. Tako da, ker sem še jaz enkrat v Palmo, oziroma takrat je bila Stopoteka, ali bila že Palma, dol pod Halo, in takrat je Bulič vrtel v četrtkih staro Moskvo in sem jaz potožil, ne, lej, bobnarja nimamo, ker je rekel, kako je kaj, jaz rekel, bobnarja nimamo. Pa je rekel, čak, sem jaz z enim tam ne govoril, pa mi je pa jamril, da je bobnar, pa da benda nima. No, sem rekel, meni ga pripelj. No, in je prišel zraven, se je predstavil pa tam Miro Čekeliš. A da je bil pa pri skupini Prah, ne? Kasneje. Ampak je najprej k nam prišel, ker je bil prvi v Mariboru z eno žensko, kjer je imel tudi otroka in se je v Ljubljano preselil, ki je v Trnovo, v staršem. Smo pa rekli, ja prid, ne, pa je prišel na vaje, pa smo videli, da je da bobnat. Sicer ni imel nobenih pravil, ne. To, če bi ga en šolan bobnar gledal, bi se sam križal. Ampak karkoli je udaril, je pa vse pasal. Skratka, res ta prav cigo, res musko v krvi, ne. In mi smo bili nad njim navdušeni, seveda smo, takrat smo bili bum, res, on je znal vsekati po bobnih, on jih ni božal, ne. No, pa Leja, pa Pajo, pa jaz, pa še on Marjan na orglah, kakor je bil, ne. In smo potem nekaj časa špilali, pa je pa šla Leja se je naveličala teh, za ta drobič neki, pa tako je šla v Slona pet, ne, se je tam kao zaposlila. No, Čekelič je šel pa takrat pa k Prahu in je z njimi pa snemal tiste Savo Šumi, pa tako naprej, ne. In potem smo mogli mi bobnarje imeti. Mi smo bili šola za bobnarje, jaz ne vem, če nismo na 2 meseca mi na bobnarja. No, eni so se malo bolj obdržali, eni so se manj, ampak ne, bobnari se nas nekako niso držali. To je bila tako ekipa, tako da enega 76 leta smo malo člane menali, in potem smo se pa malo razšli, pa je šel v Sibiligrad dol v Kranar, oziroma se tam na Jezerskem igrali. Še prej smo snemanje spustil. Snemanje bil kasneje, se bom povedal. Čakaj, Luj. Ne, ona še živi, pa ona je bilo pred Sibilo. Kje pa.
To je bilo po Sibili, ko si ti od Sibile odhajal, pa smo mi dva rekla, pa so pa ona dva druga. fantom ne nam pomaga. Veš, da smo mi snemali oktobra 78, takrat si ti odšel od Sibile že. Je pa res, da sem jaz se Sibilo spoznal tako, da je takratni kitarist Milan Žgalin je hodil na orožne vajke dosti pogosto in takrat je pa mene prosil, če bi jaz za tisti večer ali pa 2 kitaro vzel, pa sem malo pomagal, da je vse skupaj bolj zvenel. Pa ne vem, kaj ste imeli vi tam pri Sibili, da ste se razhajali in se rekel, pa dajmo mi nekaj posnet, pa spet začnimo na svoje. In potem se mi dva res začela na svoje, čeprav so nam fanti od Sibile pomagali, torej ona še živi posnet, ne? Bobnar, orglar pa kitarist, pa mi dva spaja tam bas pa jaz. Ne? No in zdaj, kdo pa pel to? Dlje, nismo imeli več, je benti. Ja, Luj, pa dej ti, no. Ja, pa bom, no. No in smo šli v studio Akademik in smo komad posneli in nismo računali na to, ampak je pa res rad hit, ker se je tam 8-10 tednov se je držal pri vrhu. Tretji, drugi, ne vem, če smo bili daj prvi, ne bom trdil. Ne, prvi, ne. Prvi mislim, da ne, ampak drugi, tretji smo bili pa skozi. Ja, popularni so nas dosti. A čmo zdaj dati besedo Branetu? Brane že nekaj časa roka drži, po mojem ga že boli roko, to časa drži gor. Jaz sem se medva pridružila. Živijo. Jaz bom pa med tem poiskal komad, pa ga bomo zavrteli. Brane, izvoli, beseda je tvoja. Hvala. Zelo zanimivo je poslušati te spomine na stara leta. Hoč bi sam dodal svoje informacije tudi v davna 60 leta prejšnjega stoletja. Jaz sem takrat igral trobento in sem tudi igral v eni klapi trobenta, saksofon, klaviature, kitara in bobni. Igrali plesno glasbo, Dixieland, jazz, v Rogaški hotel, kaj že restauracija Pošte na Belvijo, Evropa v Celju. 2 leta trajalo, potem sem pa v nesreči, ko sem vid zgubil, sem pa mogel nehati igrati trobento, tako da mi še dan žal za njo odkrito povedano. Imam pa res čudovite spomine, kar se glasbe tiče v tisti čas. Izej, Klaudija. Ok, dajmo zdaj poslušati ta komad, ona še živi, ne? A se sliši? Ja. Ja. Okay. Ja, imam tako moč. Zdaj pa ne vem, aj. Pa se je dobro. Sva še mlada, imela je življenje rada in verjela je do konca vaj. Ona še živi, ona tam ne spi. Polna ciljev je zdaj onemela, ko živeti je začela. Ona še živi, ona tam ne spi.
izginila ta pesem. Moram spomniti. Kako je Cibile ona še živi? Ne, tu so teli že špilali. Iluj. Kaj? Se No, pravi, Jože me sprašuje, če je to od Cibile, sem rekla, da je to vaša lastna skladba, da ste To to smo mi Spaja tam naredila, od Cibile je Spajo tam, a ne? Ja. Je bil tako paničen, da sploh ni znal figur delati, prva sta bila Šorgla, pa kitarist je pa pokojni že, ne? Je bil pa dober, je odličen kitarist bil. So nam pomagali posnet, ko je pa odhajal od njih, smo bili vsem tako prijatni, potem so pa midva dobila še dva mlada fanta in smo potem še kakšne 2 let tudi mi igrali, ampak smo pa padli že v to zgodbo punka pa diskota, to pa nas je malo čas povozil, tako da smo mi leta 80 nehali in to je bil prvi naš veliki konc za 25 let, medtem ko 2005 smo se pa spet zbrali. Spet, Luj, a te jaz že kar nekaj vprašam, Joža Zupančič kle. povej. Rekli smo prej, ker smo tudi od Cibile govorili pa to, od tega Pajota, a si ti tega Galičiča Roberta tudi poznal, pa Mačko, to ne vem, da je bil tvoj sošolc, ampak je on v tistem obdobju špilov, kakor si ti. Ja, je z nami igral, Galičič je igral z nami eno obdobje, mislim, da smo šli še v Kamnik, dom invalidne mladine igrati, kaj skupaj, pa se spomniš? Ja. Ja, Robi je zdaj hotel kupil, moram povedati. Ja, to pač vem, jaz pač vem, kjer hotel je to. Ja. Ker jaz Na Bledu, ja. Ja, jaz sem nas bo povabil, ko bo. doma in to je hotel Štarkel, se še zmeraj imenuje Štarkel. Tudi jaz sem se z njim osebno pogovarjal in je rekel, da bo še zmeraj se imenoval Štarkel. A res? Ja. Zanč mi je poslal en tak, jaz sem mu knjigo poslal, on pa meni čez 3 dni tak paket, še dal, da imam velik stanovanje doma, da sem ga lahko noter dal. Noter je bilo vsega fraga, od flaž, makaronov, tega, pa malo za socialo skrbiš, za upokojene muskantarje, da imajo kaj jesti. Jaz imam vzeti tvojo knjigo za solzena kri, jo moram začeti brati. Ja, zastrupljena, ja. Goran drži roko gor, Goran izvoli. Luj, a mogoče se spomniš, koliko glasb do zdaj ste posneli? Kakšno številko, kakaj veš? Od začetka do zdaj. Seveda, mi smo posneli, ona še živi, pa še eno pesem, ki jo pa Radio Newt kupil, kako je bil naslov, pa je on te drugi. Školka? Zdaj pa jaz ne vem, kjer smo. Ne, to je ona. Ni glavo, tisto. Daj mi naživim skrivnosten svet. Skrivnosten svet, ja. No, ampak tega Radio Newt kupil, pa smo pa naredili še en drug, čez en cajt posnetek, smo pa posneli Prijatelja, pa Balo. Te dve, tam sta pa igrali, tam pa igra kitaro Robi Galičič, pa je bas, jaz tudi kitaro, Bobne je pa igral, takrat Čekeliš smo ga prosili, da je prišel Bobne igrati, pa eden, ki je bil klavir igral, ampak zdaj se pa najboljši voli na monem spomnim. To je bil kaj v Ljubljani. On v Medvodah tam stanuje, tam okoli Šmarne gore, sem vzpostavil z njim, ampak je rekel, da ne igra več. No dobro, z njim smo to je bilo to. Brata Kukovca. Kukovica sta prišla pa leta 75, ko sta Čekeliš pa Pevka šla stran, sta pa te dva prišla in sta oba pela, oba igrala. On je dober pela. In smo bili kar 4 pevci, takrat smo bili vokalno pa res močni. Ker dokler je bila Leja pevka, je ponavadi bilo tako, da je v glavnem ona pela, mi da spaja tam, če sva pa kaj hotla, pa reka, da je videla tih bota, ker sam mota, pa sound kvalita. Pa smo bila tih, razen tako, je bila krasna pevka. Če je šla zvečer s fantom pod kakšnim malo prehladila, je pa glasni del, da ne pa naj jo prosila. Gledaj me reka, dejta vidva, pa še tak glas je imel pa oči zahripane, dejta vidva, kaj jaz ne moram neč. Pa smo pa midva pela, cel praktičen pušč. Milan ima pa zdaj iste probleme, ko mu ne pusti Mirjana pet. Ne, ravno obratno, sam jaz nočem. Ravno obratno, jaz ga zelo prosim, ker ima čudoviti glas, je odličen vokal in je škoda, da tega potencijala ne uporabi, res.
Jaz pojem tako ljubiteljsko. Zelo lepo poješ, Mirjana. Hvala, mi je veselje. Mila, Okej. oba lepo pozdravljam, no. Ja, enako vse pozdravljamo. Damo naprej. Ja, Luj, izvoli. Pol ste imeli pa tretjo zasedbo, a ne? Ja, pa vseh je bilo teh zased toliko, da že ni več vreden govoriti o tem, ampak potem smo pa 2005 naredili pa eno zasedo, je prišel s nam pa Matej Oman na bobne in Jože Puhmajster na klaviature, ki je prej pri Ultimatu igral svoje čase. Čakaj, vmes ste se pa razšli za nekaj časa, ne? Od leta 80. Za 25 let, ne, 25 let. Ja, tu ste pol žalovali. Tito je umrl, John Lennon je bil ubit, družine so prišle, mislim. Pa mi otroci, predvsem otroci, ne. Pa ne moreš, enostavno ne moreš še ženi, smo pa malo špilov, tukaj imaš pa ti otroke, pa se zabavi z njimi, če se češ, ne. Jaz sem se takrat tudi v Hrastnik preselil in tako naprej za 6 let in tako naprej. V glavnem, ko sem pa prišel spet v Ljubljano, skratka 2005 smo spet začeli in smo 5 let delali in smo tudi v studiu pri Činču, Borutu, odgradil tudi Bulžerjev nekdanjih, posneli 4 pesmi, ampak to je bila, ne vem, čudna tehnologija, čuden del, čuden plac, vse, jaz se tam nisem najbolj počutil. Jaz tudi ne. Pa smo rekli, nekaj idemo posneti, že tako zaradi feelinga, da nekaj posnamemo. Jaz imam to vse posneti, seveda na ključkih pa tako naprej, ampak pismi za poslušati. Ne. No, potem je pa še se zgodilo, da je pa še Jože to srce odpovedal, ki je bil pač po očetu, imel eno težavo srčno in je tudi on umrl. Ja, takrat smo pa mi pa sicer se še pri Mateju dobivali, tam v njegovi garaži, pa smo malo enega kitarista probali, pa drugega, pa tretjega, pa konc. Edin, kar smo se zbrali leta 12, ko smo naredili v studiu 14, sem jaz mogel narediti koncert eno soboto na prvem programu zvečer in zato mi je dal pač takratni direktor kar nekaj denarja in smo naredili tisti koncert, pa takrat smo povabili še pevke, te 6 ducat, pol ducata, kako so se imenovali, ne, smo jih skam spravili. No, pa mislim, da sta tudi Simona pa Miha. Miha je pa orgle igral pa nas, ne, takrat tiskrat za tisti špil, pa Simona je bila pa tako pri teh pevkah članica, pa smo naredili tako kakšno uro pa pol. Pa smo šli pa čez par dni, smo se pa na društvu dobili, smo se pa še tam malo zapili, pa za likofa, kako se reče. In s tem je bilo konc. Ampak jaz moram pa reči nekaj, da teh 25 let pa jaz nisem čisto počival, ker sem leta 82 sodeloval pri pop delavnici in sem zasedel z Prave dame 100 pesmijo, sem zasedel drugo mesto. Ne, tako da mi, čeprav je pol eni od kitaristov teh tam malih rekel, si ta še za veselo jesen ni, ne. Sem rekel, pa ti mi to praviš, nisem enega komada napisal. Jaz sem pa drugo mesto zasedel tako se ponovadi se zgodi, ne, te butalske fore, kruljaške, če sam ne znam, bom pa druge učil. Ne. In pa ti učitajo ljudje, ki sami nisem naredili, se pa v posel tikajo, tako je mene na Ministrstvu za zdravje imunologinja učila rehabilitacijo slepih, jasno, da moraš narediti. Kakorkoli. Pa smo pa, ne vem, pa smo pa nehali, pa smo se nekaj probavali, pa nismo, pa smo, pa nismo, kaj pa vem. Tako da zdaj trenutno saj jaz sem na tem, da imam zdaj 2 pevke, Vesno pa Nevo, ki ena igra klavir, ena kajon, obe pojeta pa kitaro. In seveda intenzivno iščemo še enega kitarista, ki bi pel, da bomo močnejši na vokalih, ker moj glas ni popiškal vreden, ampak rabimo res enega pevca. Pa enega basista tudi iščemo, tako da bi imel, tako da je penzioniran, da ima čas enkrat na teden vaje. Da se bojo začeli špili, ker bo Ljudska stranka bo zdaj imela cel marc, pa že zdaj v februar, pa cel marc, pa to volitev bo imela vsak drug dan, ki je kakšno fešto in pesnar je že rekel, da bo prišel, jaz sem tudi rekel, da bom pripeljal ekipo, da bomo imeli malo muzike, malo govora, tako da ne bo. Dobro, Luj, ne bomo zdaj v politiki. Luj, ampak Peroci ima dober glas, njega bi lahko malo angažiral, če bi še kaj pel.
Ja, on poje, pa mislim, da pa kaj so oni. Fanti vseh vetrov. Ja, oni so. Ja. Diva muzika. Luj, to sem te hotel vprašati. A še? Luj, kako si prišel pa k kameleonom? Ti si s kameleoni posnel bankirje. To je bilo pa tako, da sem jaz rekel, mater, če ne... Jaz sem gledal dokumentarc in je bilo rečeno, da si ti, ne vem, 5. ali 6. član kameleonov. Peti, ja. To je bilo kasneje, ampak jaz sem rekel takrat, leta 12, sem rekel, dobro, moje muske konc, smo se s fanti rešli, kar sem naredil, jaz bi pa nekaj pustil, no, za sabo eno ploščo, pa nekakšno koli, ampak eno, ki bo solidna, ki bo dobro narejena, ki bojo komadi fajn sproducirani, zrežirani in sem Benča vprašal, za njegov Benč, kaj pa ti naredi, če zdaj snemam, tam jaz sem pa Činčo snemal, ampak meni tam ni bilo všeč. Metro smo spoznali, Studio 26 sem spoznal, je rekel, 5 Hjaden v Glinu, to je bil še kameleon, basist, ne. On ima York studio v Dekanih, pa probi. Jaz sem naredil na kaseto par pesmi, kitara pa jaz, ne, in sem pač okej, sem se malo zmenil, da bi kaj snemal, se je rekel, tukaj je pa kaseta, daj ti narediti, kaj lahko tle narediš in to smo se začeli meniti, smo začeli delati in smo posneli ploščo. In je plošča dobra. Moram reči, da sem dobil bolj pohvale tudi od resnih muskonterjev, ne tako samo prijatelji, ker so seveda tudi resni fanti, ampak tako, da so me tudi taki, ki so kaj valjali v muski hvalili, ne. Da je bil album, mislim, da je bil album res čisto soliden, no pa sem pa, ker sem se pa z njimi doskrat, jaz sem pa likov naredil v Radovljici, kakšen je bilo tam. Da smo 2 ure smo jedli, pa sem pa rekel, ja, kaj Marjan, bomo kaj kitaro vzeli v roke, ali bomo kar sam jedli, jedemo, ne. Pa so mi vzeli kitare, evo, Jadran je vzel Berdo, ker je basist, ker tam niso imeli bas kitare, Zlati Klun je šel na bobne, Domicel, pa ta Jan Jože Satirja, kako je že, ki je šef Lectarja, sta pa orgelce igrala. In tu smo potem od 10 pa do kakšnih enih, vse smo preigrali, kar smo znali, ne. To so pa taki trenutki, ki meni duša poje, ne, in sem rekel, to pa moramo. In sem jaz takrat to povabil, kao likov za ploščo. No, takrat sta tudi Robi Galičič pa žena Andreja prišla takrat, je pa še Andreja rekla, si to je pa televizija, ki je videla cel kup teh javnih ljudi, Dovicelja, Matevne, Pepe. In ni več. Pa so me pa povabili, so pa rekli, če bi ti en film bomo posneli malo kameleonih, škaj prišel, bom, sem rekel, ne. In pa nič priprave, pa sem jih tam eni v šteri najdu, ki so še kosili jedli, pa sem še rekel, ja, kdo bo bobnal? Ja, Tulio, ja, kje pa je? Ma tukaj sem je rekel, ne. In sem rekel, čak, kdo bo orgle igral? Ja, Vanja Varič, ja, kje pa je? Ja, tam ne sedi zraven. Ja, sem rekel, menti, ja, ste sami muci rada, nekva. Ne, in pa smo šli, pa so pojedli, popili, pa smo šli pa v studio, pa smo začeli tako, malo smo se dogovorili, kako bo, ne, da jaz spijem s kitaro, pa malo rečem par besed. Pa sem pa rekel, imamo kaj zaigrali, pa sem dal pa drsalico v usta, kam je očem, jaz rabim prste, pri tisti začetku Mišel, ne. Sem rekel, imamo kaj zaigrali, pa sem začel to Mišel igrati, nismo jo pa igrali, sam začetek so malo predvajali, ne, tako da je fajn bilo, fajn so. Fantje so mi všeč, so za mojo dušo, no, in se kar stopimo, ampak kakšno je to snemanje? Da to vidite, pa to je tako, kot bi Abbey Road biti snemali. To je vse tako naštiman, tam kje, da tam kakšen kabel ne dela, ali pa tak, ki je pozabil narediti. To je taka profesionalnost, da je res užitek delati. No. Tako da me zdaj muč, da dam še 6-7 jurjev, še enkrat še za novo ploščo, bi še eno naredil, ker imam še nekaj stvari, ki niso še na plošči tako. Ampak sem to žida, da mi je težko ta denar dati žepa, vse ga imam, ampak mi je težko dati. Ampak en dan bom ponoril, pa bom rekel, ja, da biš kaj, sprijem se pogovarjati, bomo še na ploščo naredili. Ker me že toliko časa muči, že največ bom to spelo. A komade imaš? Ja, 2 novo zdaj delam, intenzivno, zelo veliko delam na tem, sam doma, drugače ostalih 8 pa že imam, ne. Ker tam ni gor, prave dame niso gor, prazna ulica ni gor, pa mi poročeni samo enkrat na teden ni gor.
Obala, Ja, to vsak. Prave dame, jaz imam. Ja, ampak ne na plošči, na te, ki je išla takrat leta. A ja, tisto pa ne, ja. Ne, tisti ni. No in tako je to. Drugače pa, ne vem, zdaj igramo Blind Blues Band, ne? Tako se malo pripravljamo, pa ne zato, ker bomo zdaj igrali, ker nas bojo večkrat povabili, ker ta Stanka zelo dobro plača in to, da ni to čisto zastojnkanje. A ja, Mirjana, rekel je pa včeraj mi Podobnik, kje imaš zdaj uno punco, ki starogradske poje? Vmes ste imeli pa z Mirjanom, pa z Milanom, pa z Nevo ste imeli pa en band, ko ste celo gor pri meni na Okroglem, oziroma v okviru kulturniškega videa. Ja, nekaj časa smo delali tam, pa smo se malo lovili, pa iskali nek pravi izraz. Ampak ko je, pol v življenju je pač tako, pridejo ljudje, odidejo ljudje, se zgodi, se ne zgodi, tako da to je treba tako vzeti, jaz rečem tako malo patetično, ampak to je res patetično. Rečem pa, ja, tako se zgodi, se mi življenje že večkrat pustil na cedilu, pa bom tudi to prestal, kaj drugega res težkega prestal v življenju, bom tudi to, čeprav ni vsem seveda, ampak neke stvari morajo štimati. Milan, kdaj si se pa ti naučil klaviature? Ti si bil najprej kitarist, pa kar naenkrat si pa začel klaviature špilati. Ne, veš kako je, ne, s klaviature jaz v bistvu ne igram, ampak jaz sem igral kitaro v osnovi, to smo se pač v zavodu učili. In pol, ko si že prej povedal, ker smo pol delali band, se rekel, jaz bi tudi igral, ja rekel, basista nimamo, zdaj če hočeš bas kitaro igrati, pa fajn, ne, v redu, no in tiskrat jaz bas kitaro v bistvu igram, ne. Klaviature pa v bistvu se pa neki sam malega neki naučil, ampak sem v bistvu to, kakšne komade, ki sem delal, ki je tazga, da sem malo probaval te akorde, pa harmonije, pa da sem razdelal, pa tako v bistvu za komponiranje v tem smislu. Mogoče je bilo zanimivo tudi to povedati, ne, band je podjetje. To moraš imeti kombi, moraš imeti plakate, moraš imeti ozvočenje, moraš imeti plet za vaj in tako naprej. Bom povedal eno anekdoto, ki sem jo zdaj slišal lansko poletje, ker smo z Bogo Pretnar, pa kitarist Pankrto, pa Slavc Bobnar, pa je povabil, rekel, Luj, prid tle nekaj pečemo, pa sem se skaj prišel, pa je pa povedal to anekdoto. In je rekel, a veš, so mi takrat rekli, da v Mostah bo pa nastopil en band, nek Most, kaj pa vem, pa sem nek Most, ampak imajo pa tako, bomo porabil, prostite za unič stebr, za ušesa, imajo pa tako pičko, da ti gate strga, to je treba videti, In punca je bila res vesla, se je imela fajn, postavo je imela lepo, mlada je bila 18 let staro, kratko kikelco, in se pa nekaj za videti očitno, ne. No in je rekel, no, pa grem pogledat, ne. Ja, ampak veš, da noš kaj presenečen, se niso bogi, hvala, nekaj band, ampak boš pa videl bave, pa baba, ne, okej, ne. Pravim pa tem, pa jaz pridem tja, pa gledam, pridem tam, vidim unma Maršala, pa Gibson Les Paul, tam ima en HH kitaro, pa ne vem kva, pa Fender, pa bas, pa Rickenbacker, pa Hajvata. Pa pazite, Rickenbacker so imeli Paul McCartney, pa Jack Bruce, pa taki svetovni basisti, ne, pa ne neki band tam. In kakšno zvočenje smo imeli? Mi smo imeli potem takrat mešano mizo 16-kanalno, smo imeli 2x po 400 vatov, kište take, kot tisti poljski skreti. Smo odr za basa. Tako zanimivost povem, da je imel RTV svoje ozvočenje 12-kanalno mešalno mizo, ne? Mi smo imeli pa 16. Pa kombi smo imeli svoj, kombi. Mi smo tako oboroženi, če pomislim, da smo začeli z navadnim kitaram, pa tisti magnetofončki, pa ne vem, tako včasih sem šel tako v eni rok na kolo, v eni rok sem imel radio, ki sem ga doma sunil, v drugi rok kitaro, pa sem brez balance, da bi jo držal, prišel kam, ne. Na koncu pa tako zvočenje, pa super profesionalno, da so se še res profesionalci čudili, ampak voli nismo imeli več iz 80. leta, malo nam je zmanjkalo, malo nam je benzina zmanjkalo, ne, ampak smo bili pa opremljeni, mi smo že celo London po kitare, pa učevalce, ne, pa je bilo tako, ne. Ja, v Hajvata sem šel prv v firmi smo ga kupili, ne. Ja. So mi še postaknili, jaz sem kupil 100-vatnega lamparja, ne,
in so mi dali 50-vatnega, ne, in pol jaz gledam, kje so lampe smo šli nazaj, smo čakali, da je skosila prišel v skladišča, da smo pogledali, kva si mi dal. Ja, pa mi je zamenjal, ne. Pa smo se celo pot nazaj, ko mi zajebavali, evo, Pajo, kupijo Hajvata od 100 vata. Pa nam je pa crknil kombi, in to že ta drug. Prvi nam je crknil na poti proti Londonu, v Münchnu, da smo mogli zamenjati, pa nazaj glede, pa spet v Münchnu, tam v Ulmu nam je spet crknil, mate, tako da smo se pa še tam med sabo malo z jajca, kdo pa zdaj to plačal, pa kdo ne bo. Skratka, smo se malo sprli, ampak ne mi med sabo, z unim drugim bendom, ne. Ampak je bilo kar naporno. Tako da smo prišli v Ljubljano, ta prva pot, ki je bilo, sem jaz rekel, mama, da mi neki denarja, sem čisto, ki gremo v Brinju, smo šli v Brinju, mešano na žaru, liter drefoškega na mizo, pa smo se tam bazali po dolgem času, ki prej smo pa sam še 2 dni, smo sam mlek pa kruh jeli, nima menega denarja. Mečkam bom prekinil, Lujte, Max je roko dvignil, očitno ima nekaj fajnega za povedati. Maxi, izvoli. Ja, zanimivo je pa to v tistih časih iz Jugoslavije. Zelo težko si je prišlo do nakupa ozvočenja dobrega, ker izbire tu v Jugoslaviji ni bilo, si mogel v tujini kupiti. Procedura, da si pa lahko ozvočenje iz tujine pripelje, je bila pa administrativno tako zahtevna, da si že skoraj prej obupal preden, da si sploh razmišljal, da boš kupil. Kako ste vi to nakupili pravzaprav tako v redu opremo? Jaz se spomnim, sam sekundo, pa še Goranu dali besedo. Jaz se spomnim, ko je bila ena afera z Zdravko Čolićem, ko so ga nekaj dobili, ko so švercali z devizami, ko so hoteli nekaj opremo kupovati. Zdaj ne vem, a je to kaj točno bilo, no, ampak vem, da je verjetno si mogel najprej devize kupiti na črno, pol pa spet še to, kar je Max rekel, a ne. Goran, izvoli. Ja, kar se tiče te opreme, jaz bi sem dodal, da bivši Jugoslaviji, recimo konkretno Mile Bas iz Južnega vetra, on je bil eden od glasbenikov, ki je kar lahko nabavil, rekel, najboljšo opremo v tistem času 90-ih oziroma 80-ih let. Ne, je dobro. Halo, Goran. Ja, že zbanka. No, jaz povedal, kako smo mi kupovali, mi smo imeli, mislim, da je bila neka firma Kontal v Ljubljani, ki je bil uvoznik za nas. Poleg tega smo mogli predložiti... Ricardi v Trstu, ne? Ne, za kitaro, ne za ozvočenje, za mešalko, zvočnike, ne, smo preko Kontala in mogel sem predložiti še, sem jaz uvažal, ne, mogel sem predložiti, da sem glasbenik. In to si mogel dobiti na Sakoju. Ampak smo imeli, mislim, da smo tiskrat že imeli ona še živi posneto, ne, se mi zdi. In pač, ko je bila na radio, ne, smo imeli to srečo, da smo pač dobili to potrdilo. Oziroma smo imeli prijavo tudi na Sakoju, ne, in so nam pa izdali potrdilo, če njega ne bi dobil, ne. Drugače ni šlo, tako da je bilo res frka okoli tega. Nisem mogel kar reči, imam denar, pa grem kupiti, ne. Ja, očitno si moral imeti firmo, ne, kakšno. Ne, ni bilo treba. Da se ukvarjaš z glasbo, pa mogo si dobiti uvoznika. Nisi mogel, ne. Jaz lahko povem še eno zanimivo anekdoto okoli tega ozvočenja, ne. Jaz, ker sem imel veliko denarja, sem začel malo pametno postajati, ne tako hiter dobljen, hiter zgobljen, ampak sem kupil enega 100-vatnega Marshalla, pa sem kupil še eno Gibson, tole Fender Telecaster kitaro, pa sem celo takrat kupil celo 2 garaže tam v Domžalah, ena moja prijateljica je rekla, da se po cen prodajajo po 2500 mark, pa jim bo cena rasla. Skratka, in ko sem jaz bil takrat brez službe, pa bolj v slabih finančnih situacijah, sem mogel kdaj kaj prodati. Je bil neko obdobje, ko sem bil bolj na suši. No in sem rekel, nič, bom pa prodal eno Fenderco in jaz sem dal takrat pred toliko časom v Trstu pri Polikardiju, sem dal jaz Jurija 300 mark za njo.
No, in ko sem jo prodajal, je bila cena že malo dražja in sem dal glas, da prodajam Fender Telecaster original za 1500 mark. In ljudje so blazen telefonirali. In takrat sem pa jaz prišel na eno finto, ta pači židovska. Sem pa vsakmu rekel, ja, fantje, dobimo se, pa sem tako, kot bi danes klicali, bi rekel, ja, ampak da dobimo se pa v ponedeljek ob 4, pri meni, vsakmu sem rekel, ponedeljek ob 4 na tem naslovu. In pa je začela 10-15 prečetati to zvoniti, ki bi bile kakšni cerkveni prazniki, tam skozi zvonil. No, in je prišlo 5, 6, 7, 8, se mi zdi, mater sem imel dnevno sobo, jaz sem že kar vedel, kva sem nabavil, 1, 2, 3, ki se XP-ke, tako da sem malo postregel fantom. Pa so se malo gledali, pa pa ti pa še po kitaro, kaj ti, jaz tudi po kitaro, ja, ampak čakaj. No, se rekel, zdaj pa takole, fanti, lejte, bomo fair. Kitara je Jurija pa Put, koliko sem rekel, prvi me je poklical ta pa ta in zdaj, vkolikor ne da noben več, bom kitarni govor, no, čakaj, počas. Je rekel, da mi je s Jurija 600. No, lepo rečen, ne? In potem je rekel en tret, da se ne boš kaj preveč ven silo, veš. Bom dal jaz Jurija 650. In tako so mi cenkali do 2 Jurija 200. Ja, situacija. In potem sem si rekel, fantje, zdaj se pa nekajte jebate en drugega med sabo, ki tle zaradi mene čisto všeč, če pridete tudi na 5 Jurija, ampak mislim, da ne bo fair. Ker en je rekel, en iz Nove Gorice je rekel, jaz bom dal toliko, bo treba, ampak kitara bo moja, to vam pa povem. No, se rekel, fantje, nekaj ga zajebavati. Jaz mislim, da je 2 Jurija 200 dober za mene, za njega je dober, ker za tak denarjo bi šel tujim težko dobil. In sem jaz dobil 700 mark več, kot pa sem postavil osnovno ceno. Če bi jo pa prvemu dal, tako, no, to so take drobne židovske fore. Je pa res, to moram povedati, da so nam enkrat udarili v prostor, ukradli eno kitaro, 2 mikrofona. Ja, pa stojala, pa tak. Pa stojala. No, in pa smo seveda ugotovili, kdo je to bil, pa nekaj bobnec, en del bobnov, pa smo ugotovili, kdo je to bil in smo ga prijavili sodišču in je bila sodna razprava, on je vse priznal, pa mama, pa se nam tam opravičvala. Mi smo rekli, mi ne rabimo nobenega poročila, mi smo vsi, smo dovolj kitare nazaj, pa v mikrofone, pa to, pa edin, če bi nam že kdo mogel, da smo mogli ključavnico novo popraviti, ker v njih vse razsudne not prišel, je bilo treba kar veliko. Ampak pa je rekel, ja, ga boste tožili, rekel sem, ne, smo rekli, ne, mi smo svoje dobili nazaj, drugič bomo pa dvojno ključavnico dali, pa bo ne. Da sem tudi delal, te velike, pa takih je bilo. Ampak dogodkov, takih bi rekel, anekdotičnih je bilo pa toliko, da je meni včasih malo žal, da nisem jaz to pisal. Ker bi bilo to recimo res atraktivno branje, kaj so se zgodili, kako so nas menedžeri golfali. Momci, lova stiže v ponedeljak, nema problema. Samo smo rekli, ko je ponedeljak, ne? In so nam nekateri tudi dolžni ostali. Čoče. Mihajlović, ja. Jaz se celo spomnim, da nam tale Mihajlović ni plačal. Saj nam ni bil veliko dolžen. Mogoče tako, kot bi bil zdaj, recimo, 300 evrov. Na pamet govorim, to je bilo takrat, je bilo 100 jurjev, koliko bi to zdaj bilo, ne vem, 300-400 evrov. In jaz sem, ker glede na to, da sem pa jaz imel denar na čez, sem bil pa seveda pod pritiskom, ko pa če on te plače, ti pa nam govoriš, da ti ni, pa da sta se tako zmenila. In jaz sem lepo splačal ostale vsakmu dal tisto, kar so dobili, jaz pa Morgan in Marjan so ostala brez. In pa sem jaz tako moralnega mačka, sem tudi njemu rekel, tudi te bom dal tole, da ne bi slučajno kdaj prišlo kaj ven, da sem si jaz kaj pridobil, pa kaj na vaš račun, pa on je rekel, ne, se jaz ti pa verjamem, da nama res ni dal. In pa za tega čoča tako ga lovila, tamle okolj, pa ga nismo mogli dobiti. No pa pred par let je pa med tamle vodnikom hram rekel, ja, Luj, da te vidim, gde si ti, pa joj, pa vrlo si pa ostal. Tako naprej, tako je začel. Je rekel, ajde, sedi, da nešto popijemo. A sem rekel,
pičko mate na pec. Najprej nam vrniti znak, sem dolžen, pa se bomo pogovarjali. Ker na kombiju smo se pa vozili, pa nekam to enako nazaj, a se zoveš? Tovornjak je. Če kje plačal? Ja, se bomo v Ljubljani zmenili. Pa je rekel, čak, ne moga ven vrš, ne moga dol vrš tovornjaka. Vzamemo nad, pa ga vržemo dol. Ne, da smo se zajebavali, tako smo ga malo strašili. Za nam je kar ratal, se kar ustrašil, ker smo ga veš, smo ga kar parijela, da ga bova, ne, skoro prav tam. Pa veš, da ga ne. Če ne tamo zdaj pa tlele na avtocest ven vrgali z tovornjaka dol, pa je ta Marjan Miško, smo rekli, da sem že rekel, fanta, dajte nehati, no, zdaj ste norci, se bo dal, figo je dal. Smo v Ljubljani rekel, doviđenja, vidimo se, pa je šel. Ti, Milan, a še kaj igrate, kaj z Lujetom, kaj tam? Ne, zdaj z Lujem, ne, zdaj žena poje, pa jaz tle malo dresiram zraven, glavnem to. Ne, jaz bi rekla, da sem jaz na odru, on pa na poje. To bi bilo v redu, ne? Mirjanta. Dober, dragi moji, ja super, no tole je bilo lušno zadeva. Ja, prav fajn. A ćemo še kako reči, ali ćemo zavrteti komad? Zavrteti komad? Jaz mislim, da bi Mirjana lahko kaj zapela. Ja, danes imajo Luje gost. No, Mirjano bomo drugič povabili. Mirjano bomo drugič povabili kot pesnico, pevko in tako naprej, ne, tako da jo bomo tudi kdaj... Dušan, pa od Luja kakšno? No, bomo. Zavrteti pa. Ja, jaz smo pripravljeni tukaj za konc, sva z Lujem rekla, bi zavrteli tale komad Školjka. Ali gremo Škofjo-Loko, en taka malo ljubezenska, pa malo taka nježna eno. To je pa za Škofjo-Loko, ja, Luj imaš. To je pa splošče, ne. Ker je Malikovič igra kitaro, Jadran bas igra. Lep komad je. Sem srečen od tedaj, ko prišel sem tisti kraj, ki mi je odprl raj. Saj ona je živela tam, mene pa bilo je sram, da bi zaupal, igrate manj. Hodil sem ves čas ob njej in govoril kar naprej, kaj življenju si želim. Nisem rekel, nočem biti sam, nisem, da jo rad imamo, ne, ne. Sanjal sem, da ljubim jo, tiho, nežno, brez besed, nikomur je ne dam, ta moj med. S prsti kuštramila se in predaja se v nič, na vrhuncu zakriči, ti si moj hudič. Potem prišel je še en drug, dal je hiter ji poljub, šla je z njim na drugo stran. Jaz pa čakal sem zaman, da prišla bo spet nazaj v moj svet san, v moj svet san. Poročila se je z njim takoj in ubila upje moj, tako končan je bil opoj. Del srca pa bo zavedno njen, njena duša bo moj plen do večnosti, do večnosti. Sanjal sem, da ljubim jo, tiho, nežno, brez besed, komur je ne dam, ta moj med. S prsti kuštramila se in predaja se v nič, na vrhuncu zakriči, ti si moj hudič. Sanjal sem, da ljubim jo, tiho, nežno, brez besed, komur je ne dam, ta moj med. S prsti
vrhuncu zakriči, aha, ti si moj hudič. Sanjal sem, da ljubim jo, tiho, nežno, brez besed, komur je ne dam ta moj med. S prsti koštram mila se in predaja se v nič. Na vrhuncu zakriči, aha, ti si moj hudič. Sanjal sem, da ljubim jo, tiho, nežno, brez besed, komur je ne dam ta moj med. Bravo. To je to. Zdaj, Urška Lah mi je pisalo vmes, da se je všeč komade. Urška, a boste kaj povedali? Ja, naša generacija, kaj naj rečem? Zelo mi je... Prosim? Bi rada ploščo? Ja, pa se priporočam. Prav. Evo, tukaj ne imam pri sebi. Prvih 10 pesmi je, se bo pa Dušan vzel, prvih 10 pesmi je iz te plošče, ki je bila posneta leta 12, ostale so pa odprej, od Ona še živi, do Prave dame, do tistega, kar smo delali v Akademiku, potem pri Činču in posod, tako da je v glavnem sama avtorska muzika taka in drugačna. Prave dame je to bolj. Ja, Prave dame, to je pa edina pesem, ki je moja pesem, ki je moji ženi všeč. Ne vem, zakaj sicer, medtem ko je, to so tako različna mnenja. Ker je prava dama, ne? Prave dame so redke. Jaz se pa spomnim te oddaje. Moj je bil všeč stavč od Luja, Prave dame, Mihu, grozen. Je rekel ti, a bo Dunajsko šolo, kaj da je igral? No, kitarist Muri, ki je pa v bistvu nikoli benga komada, ne je rekel, ti Prave dame, to še za veselo jesen ni, ne. Vse rekel, ti pa nekaj za veselo jesen napiš, pa boš pa še kje druget, ne. Silvo, izvoli. Se slišimo? Ja, Silvo, izvoli. Jaz se spomnim te oddaje sobotne, ko je bilo, to je ta Jani Weber je uredil. Ja, Jani Weber, ja. Če mene vprašate, se čudim, ne vem, meni njegov stil oddaj ni všeč, ampak dobro, to je drugo, ampak kadar so pa ti prenosi, pa rad prisluhnem. No, super. To se spomnim tega, dobro se spomnim. Še meni se zdi, da sem posnel za Mirjana povedla za Rankota Buriča. Mi pa smo se zvočno dopisovala z enim. In smo to celo oddajo posnel. Ranko, prav lepo poje. Ja. Gospod Lu, vi ste bil tudi v oddaji Spoznajte nas, ki je pa vodila moja sošolka Anja. Se spomnim, sem nisem do konca pogledal. Ampak ni bilo to v Zasavju? Ja, v Zasavju, ja. Dovolj, ja. Jaz sem že toliko v oddajah vodil, že sam več ne vem, kva sem bolj blokje. Ampak tako, no... Filmaš pa čisto tako, kot bi Tomaža Domecelja poslušala. Čisto tako govoriš. A ja? Ja, tako smo podoben. Če si pa to omenila, ko sem jaz pel tole v studiu, tale komač koliko in sem mogel te nizke glasove. Ne? Ja. To dobu sta pa rekla Domicel pa Jadan Ugrin, sta bila tam v snemalnici. Ko kitričac, točen ta glas je naredil, ti se me tako ponosen. No, evo, vidiš. Tako, da je v glavnem. Je pa tako, ne, jaz sem imel malo smole s tem glasom, ker se rekel, da ti bo, ti spod sraka, ti bo. Tako da sem Nepčevo komi prepričal, da me je pustila na oder za zbor, ker sam pod obljubo, da bom tih. Pa še eno zgodbo imam. V 5. razredu, jaz sem šel iz 5. v 6. razred z enim šponom. Takrat se je šlo z enim šponom naprej in to je bil glasba. No, in takrat je rekel učiteljica, veš kaj, pa še razredničarka Blanša, Šprohar, če boš pa ti kdaj glasbenik, bom pa jaz tudi papež v Rimu. Ne bodi len, ko sem jo jaz ploščo narejeno, zvedel prek Damjana, pa prek ene tudi nekdanje učiteljice za slovenščino, ki imava še zdaj stike, pa vedno pride na vse moje te prireditve, promocije.
sem zvedel njen naslov, jaz sem pozabil, ko je ime, ko se piše vse. Sem zvedel vse in sem jim poslal ploščo in sem rekel, takole, gospa Tovaršica, kar se moje muzike tiče, vam lahko pokazal, da sem muskontar. Zdaj, kako je pa z vašim papeštvom, pa ne vem, ne. Fajn, vse so fino stvari. Ma fajn je, če si tako v življenju, da si dovoljen. Jaz pravim, delaj tisto, kar ti je všeč, ker to si sprostitev, ali piš, ali kvačke, ali nared podjetje, ali zapet muziko, ali zapet šport. Delaj neki delaj, aktiven bod. Kakšnega vraga zdaj zganjajo z mano, ko jaz rečem, da bom šel v službo. Pa dej pri 70, pa si se ti režal, pa kdo pa misliš, da si, pa sej, a veš, mladi ljudje so, pa imajo ideje, ne, pa tebe že zdavni čas povozil, pa to, ne, in so prav nervozen, ker da bi jim rekel, ti veš kva, tistih 5 jurjev sem mi posodil, ne bom več vrnil. Prav jezen so. In jaz ne vem, zakaj. Če meni reče baba, Luisova videla, če za ne te tedne tam poklicala, kam pa greš? Ja grem na Himalajo, pejt se nekaj, pazi na se, ne. Doveš se bo, koš baba hodila 50 let stala na Himalajo, pa to mi se, še na pameti ne prije, da prije tazga začel govoriti, ne. In jaz se čudem odkje, jaz sem se prav zdaj, jaz se pravzaprav sploh ne upam več povedati, da grem v službo, ne upam več povedati, da pišem novo knjigo, ne upam več povedati, da pišem studio, ker tako, če me kdo vpraša od teh ljudi, Luj, kva pa delaš, rečem, jem, pijem, lulam, kakam, v kotu sedim in na smrt čakam. V redu zdaj. Tako pa spet na vzgled. Luj, zdaj imaš komad, ne? Ja, ne, že poezijo piše, ne? Luj, tole, ja, izvoli Mitja. Jaz predlagam, da napišeš knjigo o anekdotah pri ansamblu. Luj, a na stara leta boš dejansko začel pisati poezijo, pa tako naprej. Kje sem hotel prej, ko smo se o teh pravih damah pogovarjali. Ta komad je res dober, no? Jaz moram reči, da na vsakem špilu, ko sem, dejansko je obvezen repertoar, ne vem. Pa zanimiv, ne? Se mi je že dostikrat zgodilo, da kdo rekel, ko pa je to za en sraj, ne? Ampak tako, folk se ga je kar navadil in zdaj ga že marsikdo dejansko pozna, ker pač Luj vsem predvojna roba, ne? Jaz pa špilam tudi malo še po vojni robi, ne? Kar se let tiče, tako da ja, je dober ta komad. Jaz ga bom po mojem na nov naredu. Tudi ga bom probal še enkrat odpet, ker bomo duša nazaj, da ga v zavrtu. Ja, sej. A ne, oča? Ja, bomo videli. Veš, od obljub do ciljev so dolga pot. Dolga je pot. Dolga je. Veste, kva je, že kaj naprej povem, na moji partiji bo pisal, do pogreba bo ležal na delovnem mestu. Jaz nisem, Se to pa nisi ti edini, Ti boš nezamenljiv. To nisi ti edini, veš. Ne, to je Tito, tako. To sem že zdaj, ampak zamenljiv, ampak hočem reči, ne, človek s tem, ko nekaj dela, se ohranja, mladost ohranja, ne. Ne, spoznamo, je benti moji otroci, to so, pa glavne stranke ne bi. To ne bi. Sem rekel, bom punce, vas malo klavir učim, a vas kitar učim, a vas naučim tole delati, ne bi. Heš oči, pa to pa ne bi, pa je benti, kaj bi, gorka duš. Žvele. Ja, pa ati, pa dekaj denarja, ne, mislim. Ja, kako pa? To pa bi. Delati se, delati, ali pa rekel, včasih je pa rekel, v šolo pet, da ne treba delati. Ja, se to je včasih. Zanco me napadne izvršnem odboru. In sicer pod razno, ne. Ja, jaz vam pa nekaj zapovedati, jaz sem pa slišala, deluju v Kamniku, ko je treba pred novim letom je Trbovlje v Kamniku, Čevje. Deluju v Kamniku, zmerijo slepe, da se noca delo z njih, pa ne vem pa vse. In to pove ta Ana, ki je bila kao moja protikandidatka, ne, da je zvedla od ene. Pa se najprej od ene zvedla. Potem sem jaz rekel,
Sej jaz vem, kdo je, ampak jaz nisem nič zmeril slepih, jaz sem celo govoril obratno. In to bi bo Silvo lahko povedal in Max, ko se srečamo na srečanjih, še vedno bolj ali manj redno, skozi vsako leto. Ja, se. Jaz večkrat rečem, evo Ančka, jaz rečem, fakulteta, 8 od 10 od vas bi jo lahko naredili. Pa nočem povedati, kjer je 2, pa mogoče ne bi, ne? Ampak 8 jih lahko naredili. Je pa zavod tako rekel, ne, pa kaj boste to, lejte, tam je telefonija, pa tiste 2 metra knofov boste pa ja, pa manj štepsli, pa hebli, pa boste že poštimali, sej pa boste imeli plačo, pa telefonisti, pa te cenjen poklic, kaj boste pa šola, a veste, ti to napor, seveda je napor, kaj pa ni napor, se že seks napor je ven, pa se ga lotimo, ne? Pa ne bo šola napor, je napor, ampak je na nek način se na koncu se pa izplača, se izkaže, da se izplača. Zdaj mi že celo kdo reče, ne, imate, da me jeste, ker tako pamet se imel ti. Ne, jaz se pa dobro spomnim. Jaz se pa dobro spomnim, ko si ti enkrat spraševal v Loki, imamo že, v Ljubljani. Glas, prosim. Viš, to je pa škrletinka. Ja, ne, se pa. Jaz se pa spomnim, ko si spraševal, kdo bi šel naprej v šolo. To se dobro spomnim. Ja. In jaz sem takrat rekel ne, ampak jaz sem imel pred sabo pač cilj, da se čim prej zaposlim, da ne bom vedno od mame odvisen. Ker mi dva z mamo smo pa res sama bila, ne? Ona je za me skrbela, ne? Nismo imeli ne vem kakih, bila delavka, ne? Včasih vam je Malinovec prinesla. Tega ne veš, to so še bilo v nižjih razredih. In sem jaz res imel nekak cilj, da čim prej jo osvobodim tega. Jaz se pa to ne spomnim, da bi dec. Ja, jaz pa se spomnim, dobro. Če bi bil zavod res to, kar se rekel, drugi dom, pa naša, ne vem kaj, sploh ne, se kar hvalili, ne, bi rekel takole, bo po Škofjeloki šel študirati, bo lahko tlele v vili stanov, tle bo imel v zavodu hrano, štipendijo vam bomo zrihtali, ker se jo midva z Edijem tudi, in to celo dvojno, ki je znesla več kot Titova celo, in boste šolo hodili, ker zdaj imaš do mene, če je tepe bilo Lušenc, bil Ljubljan, to pri starših. Ja, okej, to sem imel problem rešen pranje, gad pa srajc slikar, ne, pa živel sem tam, ampak jaz sem vsem za nagrado, s tistem velikim kolutarjem hodil vsak dan na faks, na avtobus, pa do most, pa tako naprej. Pa smo šele dobili tam neko omaro, da smo samo trakove nosili. In tako naprej. Ni bila taka tehnologija, kot zdaj. Tako da ni vse kar tako padlo, ne. Ampak zavod je pa pokvaril ljudem in jih je prestrašil. Ker zdaj mi z Justa govorimo včasih, pa zdare tam pa to. Okej, veš, kdo mi pa pomagal, pa v tem bi bil sam, pa to se, pa veš, kako je. Jaz sem jih ni vsilil. Pa so pa še rekli, da se češ pa, da ni spremna, pa res ne more biti težki, ne. Bom pa še šel. In se je večina padla, razen padežnik pa brvarstva pa naredila. In sem šla v svoje poklice, ne. Drugi so bili pač premalo načitani, malo se pa le treba pripravljati, ne. In škoda je, ne, in so se tle, tisti, ki ste bili telefonisti, ne, vsa leta, jaz sem bil tako Silvo 1 let pa pol, da sem si lahko kitaro kupal, ovičevalc, pa par hlač, kavbojk pa to, da me ni več mat oblačila. Jaz, ko sem ljudi gnjavil, ne, pejte v šolo, ja, meni so en grozili. Miro Rus je rekel, da me bo nagovac, če da bom nekoga siliti, pa sekirat, ne. Da bo že odločil, če se bo kdaj, se ne bo. Ampak škoda, ker niste tam. Bolj pa še to, ne, jaz sem doma vedno poslušal, bolj ko delam nadure, več moram zavod plačati. Veš, bolj te to odvrne od vsega, pa si misliš čim prej, da zginem iz takega območja. Ja, seveda. Dobro, dajmo končati za danes. Ura je že 11:30. Ja. Bom Dušanu dal, pa ti jo bo dal Dušan, velja? Velja, hvala. Ok, se bo z Urško zmenila, kje se dobiva. Prva pesem, ki je bila zelo taka prijetna melodija, besedilo. Fajn je bilo. Ne glede na to, da sem jaz bolj za narodno zabavno glasbo, še posebej staro. Ja, Luj, povej pa še to, ne? Bila sva enkrat na intervjuju
Ne vem, kdo je zvohal, Maj. Pa sem jaz zagovarjal narodno zabavno glasbo, ti pa dolgi članek, pa tečen članek je bil. Se spomniš tega? Ne, a to so bile na Ja, se radiju. toliko stvari spomnim. To je ena od tovariša ali nekega vraga prišla, kaj so takrat izhajali, ali TT, ali tako. Ja. Možno, ja, možno. V Loki smo že bili. Da, jaz pa nekaj predlagam, če bi Dušan. Ja, povej. Dajmo en ta kavico, Zoom kavico, bi jaz predlagal, da naredimo tema The Beatles. Ja, v redu. Jaz bi vam to povedal, da bo te... Dobra tema je to, ja. Bravo! V redu. Velja, Ljuj. Zdaj je bila obletnica, si rekel, ne, zdaj si rekel, da je bila v nedeljo obletnica zadnjega nastopa, ne? Ja, v nedeljo je bilo leta 69, so me zadnji nastop, ampak isti dan, sam neko drugo leto, leta 33 je pa Hitler prišel na oblast. Včeraj je bila pa obletnica 168 let, kar je Julija Privicova umrla, ne? No, in tako naprej. Ampak v obletnicah imam jaz povedal šokantne stvari, tudi to, da je samo en original še živ, samo še Ringo je živ original, ostali so mrtvi. In Paul McCartney ni Paul McCartney, ampak je William, mi ga zdaj že Willi kličemo. Dobro, zdaj pa res. To pa to, da je bil pa, da smo mu rekli Paul McCartney. Ja, William Campbell, en Kanadčan, ki je z njimi igral že od 4. albuma naprej vse base, on snemal, pa tudi delno vokale, ker on McCartney, te prav James, originalni, tist bi lahko teh, kaj so že Modrijanih igral basne. Kaj pa ta dela, pa sam poslušajte, je bil rod album ali pa kaj tazga, pa tudi glas to ni isti. Glas, ki poje na dvojnem albumu, ali pa ne bi rod, to ni isti, ker tukaj poje Love Me Do, pa no, ampak 9. novembra je on se skregal, tam so se skoro stepel, ko so snemali Sgt. Pepper's in je šel ven za loputno vrata, se usedel v avto, še na štoparkom vzel in pa je 180 kilometri v rdečo luč zapeljal tovornjak in mu je glav odbil, se je ubil, trenutke bo ima to. To je 9. novembra 66. Potem so šli, sam to se pomnim učil, pa sta šla Brian Epstein pa ta William Campbell, sta šla v Pariz, ker je bil Lennon tam, za 3 dni je šel se malo dagati. In sta mu povedala, kaj se je zgodilo, je letovan iz sobe hotelske, pa šel čez 1 uro totalno pijan in je jokal nazaj. In so rekli, kaj bomo, John? Je rekel, neč bomo nadaljevali. Ampak je pa rekel, Willi je pa rekel, ja že je, ampak bo pa muska zdaj mečkam bolj zahtevna. Ne bo več silly love songs, se pravi na umnih ljubezenskih pesmic, je res. Sej ni vedno samo sonček, ne? Je tudi dež, ampak veš, da bo tudi dež minil. Dobra stvar slabih strani je ta, da so minljive, da tudi slabe stvari nehajo. Tako je fajn. In še bomo preživeti, zdaj smo, do 70, da je pa upam, da bomo še manj. Se umrt ni težko, se še vsak mora ratal, ampak ne vem, zakaj bolj hiteti. Včas. Ok, bom zdaj prekinil zadevo, Luj, zdaj si bil pa predolg. Hvala, Luj. Dušan, kaj bo pa naslednji teden? Hvala, Luj, hvala vsem skupaj, da ste prišli na Zoom kavico. Naslednji teden bova pa z gospo Urško Lah se pogovarjala o Franici Vrhunc, prvi učiteljici slepih in to 7. je obletnica smrti, če se prav spomnim, ampak zamudili smo pa rojstvo, lani je bilo, mislim, da 140 let. Tako, lani je bilo 140 let rojstva, to smo zamudili, ampak bomo pa letos nadoknadili čim prej. Skratka. 1. marca ste pa na okroglo vabljeni ob 6. zvečer, ker bo dan tiskarne, ne obletnica. Knjižnice. Ja. No in tam bom jaz tudi predstavil svojo knjigo ta zadnjo, pa si užaljen in mogoče bomo kaj zaigrali, da že imam kitarista, že imam, zdaj še pa si sta malo iščem, pa bomo malo zaigrali. Evo, imaš Milana tamle, Milana, ja. V redu, dragi moji, takole, zdaj pa končujemo, jaz vam lepo maham, se vidimo naslednji teden.